Torej, zakaj ste tako dolgo zdaj čakali s svojim odstopom in seveda kaj predvsem izstopili ste tudi stranke Desus, kaj zdaj to pomeni za vašo nadaljnjo politično pot? Jaz sem že povedala, da bom seveda zagotovo v političnem svetu ali pa na političnem parketu svoje delo nadaljevala. Dovolite vendar nekaj časa, da si vzamem za premislek na kakšen način. Prepričana sem, da seveda nekaj časa potrebujem po vsem tem, kar se je dogajalo. Prvič, da se posvetim nekoliko svojemu zasebnemu življenju, družini, potem pa, kot že rečeno, premislek o tem, da zagotovo, kot sem povedala, zagotovo ostajam v političnem prostoru. Način, na kakšnega bom pa ostala, bom pa pravi čas tudi sporočila. Katera spekulacija bo pravilna? Govori se, da naj bi ustanovili svojo stranko oziroma samo, da ste vabili v kabinet predsednika vlade? Jaz o tem povabilu ne vem nič, ne vem odkje ta špekulacija, nisem povabljena v nobeno službo, nisem povabljena v nobeno drugo stranko in kot že rečeno bom po premisleku potem tudi sama se odločila in povedala, na kakšen način bom nadaljevala. Ali karkoli obžalujete? Poslušali smo vas, navedli smo kar nekaj razlogov, po vaši šli za precejšnjo diskreditacijo, pa vendar. Ali v vašem ministrovanju ali pa vodenju stranke karkoli obžalujete? Ne, jaz sem danes povedala, da smatram, da smo na resorju, se pravi, ki sem ga pokrivala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, delali predano, delali dobro, ne nazadnje to kažejo tudi številni naši rezultati. Prepričana sem, da se mi je sodilo na podlagi pač različnih informacij, ki so prihajale v javnost. Kot že rečeno, do tega trenutka nimamo prav nobene sodbe strani nobenega od organov, ki so za to pristojni, torej ne KPK-ja, ne po primeru Sripta, ki se mi ga očita tudi od nobene inštitucije. Torej jaz v tem trenutku smatram, da je bila moja odločitev takšna, kot sem povedala tudi v državnem zboru. Vem, da marsikdo izmed poslancev ve, da smo delali dobro. Želela sem mi pač prekrajšati tega, da se morajo odločati med dobrim delom na eni strani in med tem, kar se je dogajalo v preteklih mesecih, po vprašanju moje diskreditacije in pa seveda poskusa umika iz vseh funkcij. To sem želela na nek način prekiniti in enostavno ne dovoliti, da me na takšen način politika sodi oziroma izreče zadnjo sodbo. Še to, ne le s kmetijskega ministrstva, rekli ste, da odhajate tudi iz Desusa. Kaj sporočate Desusu? Veste, ki je na javnomnenjskih anketah trenutno. Vemo, da trenutno so v fazi pred kongresom, da iščejo kandidate. Kaj sporočate, kakšno napoved dajete tej politični stranki in pa predvsem kaj, če se ponovno na vodstvo zavihti bivši šef, torej Karel Erjavec? Torej, kar se tiče Desusa, jaz nimam nobenih bistvenih sporočil. Jaz mislim, da se bo v prihodnosti situacija zgodila na način, na kakšnega smo zadevo začeli. Jaz mislim, da je zadeva šla zelo ali pa veliko preveč v obravnavo v javnosti. Torej, teh vprašanj nismo vedeli zapirati sami. Zgodba se dejansko ni začela z tistimi aferami, ki mi jih očitajo, ampak se je začela veliko prej. Torej, začela se je zgodba z tem, ko se je začelo pojavljati vprašanje velikega nezadovoljstva v stranki, o tem seveda tudi na veliko medijsko poročati. Jaz sem v tistem trenutku seveda želela, da se te zadeve zaprejo v krogu stranke in mislim, da to odpiranje tovrstnih znotraj strankarskih tem je privedlo tudi do tega, da je stranka doživela takšen padec na teh javnomnenjskih raziskavah. Kljub pozivom, da se vendar konsolidiramo, dogovorimo, jaz sem podala tudi predlog, da takoj skličemo kongres, torej že meseca avgusta je bil na mizi moj predlog po sklicu kongresa. Jaz mislim, če bi takrat na to reagirali, bi kongres meseca septembra bil na popolnoma demokratičen način, bi seveda izvolili novo vodstvo. Jaz seveda vem, da je možnost kandidature za vsakega od članov Desusa. Najbrž bi tudi takrat na podoben način, kot bo sedaj, seveda bile te kandidature evidentirane, zgodil bi se kongres, demokratično bi se izvolilo novo vodstvo in jaz mislim, da stranka ne bi doživela tovrstnih pretresov, kot jih doživlja danes. Kar se tiče kandidature gospoda Erjavca, jaz seveda težko komentiram, ker uradnega pristanka kandidaturi nisem videla, niti se o njem govori. Seveda je v ozadju veliko informacij, da se bo to res zgodilo, vekolikor se bo zgodilo in vekolikor bo kongres oziroma delegati to izvolili, je seveda to demokratična odločitev in volja delegatov na stranke in potem bo seveda gospod Erjavc tisti, ki bo Desus popeljal naprej, skladno s tem, kakšno vizijo in seveda pričakovanje od stranke. Vaše kandidature, to je na kongresu.
Z mojim odstopom moje kandidature na kongresu zagotovo ne bo, kajti pravico do kandidature imajo zgolj člani stranke Desus. Se pa bojim, glede na napovedane odstope iz stranke, iz številnih odborov in pa posameznikov, ki so do mene prišli v zadnjih dneh, da tudi za stranko ni prav dober obet, da smo to vrstne razdore povzročili. Jaz sem ves čas pozivala v dobro stranke, pogovorimo se, gremo seveda po demokratični poti, ki so za to predvidene, in vendar mislim, da rezultat tega, kar se je dogajalo v preteklosti, predvsem ne bo dober oziroma bo predvsem slab za stranko in seveda veliko manj za posameznike, ki smo bili deležni.